kako je na finančnih trgih, na delniških trgih, na kriptotrgih. Tisti vlagatelji, ki so tisti dan zadeli not vstop, imajo res lepe donose na določenih projektih, tudi 40-50%. Tisti, ki držijo Bitcoin na dolgi rok, so v tem obdobju kupili za več kot 260 tisoč bitcoinov. To je v vrednosti preko 15 milijard. To so že ti prvi znaki pohlepa, ne? Dajmo še več, še hitrejš. Kje vidita ta naložbeni razred ob koncu letošnjega leta? Bitcoin je naredil zdaj z tistega dna preko 300%. Evropa malo stagnira, tudi potrošnja je v Evropi ostaja enaka že 2 leti. Kaj so pa zdaj neki momenti, ki lahko do konca leta vplivajo na celoten kriptosvet? Vedno več tudi altcoinov prihaja na voljo institucijam in to so velike stvari. Kaj je v tem trenutku in kaj je out, kaj je hot, na kaj je treba biti pozoren? Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Incrementum. Moje ime je Katarina Matejčič, danes pa bom gostila našega, lahko bi že rekli, dobrega starega znanca Izidorja Benčina, strokovnjaka za digitalne naložbe pri družbi Incrementum, in pa danes prvič naš gost, Aljoša Zelnik, finančni svetovalec, ki se ukvarja predvsem poslovnimi načrti podjetij, finančnim svetovanjem podjetjem in podobno. Naša tema pa bo danes malo širša, makroekonomska. Seveda bomo v njej obdelali tudi vse kriptovalute, pa vendarle zanimalo nas bo, kaj se v tem trenutku dogaja na finančnih trgih, torej v vseh naložbenih razredih, s poudarkom seveda na kripto, ki se v tem trenutku giblje nekoliko drugače kot nekatere druge naložbe, predvsem delnice in delniški trgi. Torej, lepo pozdravljena in dobrodošla. Kar takoj začnemo, kaj se v tem trenutku dogaja. Poletja je konec, imeli smo kar presenetljiv pretres v avgustu, ki ga v zadnjih parih letih vsaj na tak način nismo bili vajeni. Kaj se je v bistvu dogajalo in kje smo zdaj v tem trenutku? Na političnem parketu pravijo, stopamo v vročo jesen. Kako je na finančnih trgih, na delniških trgih, na kriptotrgih? Ja, v bistvu to poletje nas kar navdušuje. Saj marsikdo se spet bo malo popraskal po glavi, o čem Izidor govori, ampak dobili smo lepe popuste na kriptotrgu, na delniškem trgu v začetku avgusta. Nekatere stranke so to zelo lepo izkoristile, ker imajo že zdaj lepe donose. Zakaj se je točno šlo? V bistvu Japonska s dvigom obrestnih mer sprožila odziv na, oziroma yen carry trade se je zgodil. Se pravi, vlagatelji so si poceni sposojali jene, jih pretvarjali v dolarje, kupovali s tem ameriške delnice in v bistvu z dvigom obrestnih mer na jenu se je zgodilo to, da so prišli v neke škripce, več so postali dolžni državi in dejansko so bili primorani odprodajati delnice, jih pretvarjati nazaj v dolarje in v bistvu s tem tudi nekako deloma oziroma napravili to korekcijo trga, ki je v tistem trenutku na določenih indeksih. Nasdaq, na primer, utrpel kar 15% padec v tistih dneh. 90% vlagateljev razmišlja drugače, razmišlja o tem, da je to nekaj groznega, tistih 10% uspešnih pa to sprejme kot darilo in dolgoročno pač to treba početi kupovati tudi v taki. Pravijo, kupuj, ko je poceni, prodajaj, ko je drago. Pa je res možno, da Japonska centralna banka je nekoliko presenetila s tem svojim dvigom, hkrati pa bil minimalen, manjšega dviga od tega ne more biti. Je to teh 25 bazičnih točk res lahko, glede na to, da so obrestne mere v Ameriki več kot 5%, lahko ta minimalna, torej četrtinka odstotne točke naredi tako razliko, da načeloma so se potem trgi hitro pobrali, pa vendarle, da je en dan pa dejansko za večino izgledal katastrofičen. Za večino, katera je ta večina? Ta večina so retail investorji, ki so naredili res ogromno paniko, ki so začutili ta strah. Vidimo v bistvu v tem času vplačila tudi v trg in tisti, vse kar se tiče kriptotrga, long term holderji, tisti, ki držijo Bitcoin na dolgi rok, so v tem obdobju kupili za več kot 260 tisoč bitcoinov. To je v vrednosti preko 15 milijard. In
Tukaj dejansko so retail investitorji tisti, ki so padli v paniko. Tudi JP Morgan analize kažejo na to, da so institucije izkoristile ta dip, ta padec z vstopom v trg, in tukaj nam daje v bistvu analize in trg jasen signal, kaj se dogaja. Mali preplašeni, veliki spet akumulirajo, jasno jim je, da zdaj morajo kupovati in imeti seveda tisti pogled v prihodnost, ne gledati zdaj, kaj se bo zgodilo čez teden dni ali pa čez mesec dni ali pa kaj bo čez 3, 5, 10 let. Na tak način smo lahko tudi uspešni kot mali investitorji, če to spremljamo, kaj delajo veliki. Da ostanemo kar pri obrestnih merah. Septembra se končno, zdaj pa res napoveduje znižanje obrestne mere tudi na drugi strani Atlantika. FED naj bi tako rekoč zdaj 99% analitikov, vlagateljev prepričanih, da bo prišlo. Zdaj še malo vprašanje, ali je to 25 bazičnih točk ali jih je 50. V začetku leta se je govorilo še o 6 znižanjih, zdaj očitno smo bolj pri 2, mogoče zelo optimistični pri 3. Torej, koliko dejansko teh znižanj, v kakšnem obsegu, je to 2x po 0,5, 2x po 0,25, 3x po 0,25, kje smo in kaj bo to v bistvu za finančne trge pomenilo, glede na to, da so vsaj ta spust pa že ukalkulirali tudi v končne cene, ki jih danes gledamo na trgih. Ja, kolikrat in koliko veliki bodo te spusti obrestnih mer, ne moramo vedeti, no, razen če bi Pavla vprašali, pa nam ne bo povedal do septembra. Ne. Mogoče do Tom še ne ve, ker čaka še par podatkov. Več ali manj se pa sami sprot odločajo glede na problematiko, ki jo oni znotraj Združenih držav rešujejo. Ne. V bistvu pa rešujejo svoje gospodarstvo. Ne. Tako da bolj pomembno je, da se ohranjajo delovna mesta, ne, ker če smo mi na kapitalskem trgu in od tega probamo živeti oziroma imeti nek dobiček, potem morajo ljudje tudi zapravljati. Ne. Ljudje pa lahko zapravljajo samo, če so zaposleni, ker dobijo denar. Meni se zdi to, da moramo biti zelo pozorni na zaposlenost ljudi. FED bo odreagiral na te dejavnike, ne, da bojo uravnavali ali stimulirali podjetja, da bojo obdržali zaposlene, ne, da oni delajo vse, da bo ostalo konkurenčno okolje. In čeprav smo takrat vmes avgusta o tej paniki govorili malo o recesiji, so zadnji podatki spodbudni. Revizija BDP-ja ameriškega za drugo četrtletje kaže, da je bil celo višji, kot je bilo sprva predvideno, in sicer 3%. In pa tudi zadnji podatek o zaprosilih za nadomestilo za brezposelne je nižji, kot so bila pričakovanja analitikov, torej ravno to, kar ste omenili, ne, torej robusten trg dela, dobre plače, torej ljudje, ki imajo denar, da lahko trošijo. Hkrati pa nekateri komentatorji pravijo, da ameriška zakladnica s tem, ko pospešeno kupuje kratkoročne vrednostne oziroma izdaja kratkoročne vrednostne papirje, nekako izničuje Fedove poskuse za ohranitev stabilnega gospodarstva, pa hkrati znižanje obrestnih mer, ki bi lahko še dodatno spodbudile tako, ne vem, ravno sem tudi brala, strašno povpraševanje že zdaj po nepremičninah, še predno so šle recimo obrestne mere dol, ne. Tudi pri nas se je podobno v Evropi to zgodilo. Kje je zdaj je sploh mogoče v teh časih, ko je toliko podatkov, pa so hkrati dobri, pa naslednji teden ne, pa pol pride en dober, pa 3 slabi, pa 5 dobrih, je sploh mogoče imeti tlele neko jasno strategijo, kaj se bo do konca leta delali, ali tudi FED dejansko na tedenski ravni spremlja, kateri podatek mu bo prišel noter, kakšna bo inflacija, kaj se bo zgodilo vsakič znova s številkami. Jaz mislim, da za malega vlagatelja, ne, je bolj pomembno, da ima neko strategijo in da ne reagira na vse te podatke, ker jih je preveč, prehiter so nam na razpolago. Ne. In je bilo v bistvu 100 let nazaj veliko lažje investirati. Ne. Takrat si čez en mesec vedel, da je nekaj narobe v Ameriki, ker je mogel podatek priti z ladjo čez Atlantik. Ali pa z golubom pismonoša. Danes imamo pa vse v telefonu, pa v žepu nosimo vse podatke, v bistvu celo preveč.
In kaj se bo zgodilo, ne moramo točno vedeti. Ne. Je pa dejstvo, da so časi taki, da ne moramo stati ob stran pa čakati, da bo dober, a ne, kdaj bo idealno za vstopati, ker nikoli ni. In moramo biti malo pogumni s tem, da sploh naredimo ta prvi korak, vstop na katerikoli trg. Ne. Moramo imeti pa tudi toliko zdrave pameti, da gremo pa previdno oziroma z nekim načrtom, a ne, če bo ena varianta, ali lahko se tudi zgodi, da obrestne mere ne grejo nikamor. Lahko bi šle tudi, pa čez 2 meseca jih pa nazaj dvignejo, ne, ker je tudi ta možnost, ker oni jih bojo nižali zaradi tega, da imajo pol luft nazaj gor prijeti. In vedno moramo imeti scenarij za oba, a ne, za pozitivnega pa za negativnega. Ali bomo rabili izhod nek v sili, oziroma če mi ocenimo kvaliteto naših naložb, pa ne, pol nas ne skrbi, a ne. Rečemo, te najboljša podjetja, Big 7, oni so v redu. Zdaj pa, če bo trg rekel, da je zdaj pa kriza, pa morajo malo padati, bojo ta tudi padla, ampak se bojo ta prva pobrala. A ne. Zdaj pa mi lahko delamo stroške s tem, da bomo plačali nekaj davka na dobiček, ker bomo vmes prodajali, pa še broker je najbolj zadovoljen, no, takrat, ko kupujemo pa preprodajamo. Ne. Če bomo pa samo malenkost počakali, pa če smo šli previdno na trg, imamo verjetno še nekaj denarja na zalogi in takrat, ko pade, bomo izkoristili ta padec in dodali po različnih trgih. Preden nadaljujemo in če bi želeli prejeti še več koristnih informacij z področja investiranja v kriptovalute, se lahko prijavite na posvet z menoj ali s katerim od mojih sodelavcev na povezavi, ki jo najdete spodaj. Poudarek je sicer tudi zaradi moči trga vseeno v ZDA, pa vendarle, da gremo še malo v Evropo, tudi danes relativno spodbudni podatki. V Sloveniji inflacija na letni ravni samo 0,9%, v Nemčiji je padla na 1,9%, rast plač na drugi strani 5,4%, kar pomeni, da je realna rast plač več kot 3%, kar pomeni, da je to dober trg dela, malo brezposelnih. Se pa tudi razpoloženje izboljšuje na ravni celotne Evrope, tle je sicer Nemčija malo na slabšem. Kaj to pomeni za ECB? Oni takrat so začeli kasneje kot Američani, zdaj so začeli prej, čeprav imamo že, nivoji so nižji v Evropi. Torej, septembra oziroma na naslednjem srečanju še kakšen res, ali bojo počakali, da dejansko mogoče ni inflacija samo en mesec okrog 2%, kar je ta opevan nek nivo ciljen, pa bojo mogoče počakali še na kakšno srečanje, pa mogoče sam še en res v letošnjem letu, pa mogoče takrat malo večji, recimo, da rečemo 50 bazičnih točk. Isto bojo reševali gospodarstvo, ne, pač po celi Evropi, s tem, da imajo, v Evropi imamo malo težji položaj, ne. V Ameriki so enoten, v Evropi pa nismo, ne. Rečemo, že sam Nemčija bi eno stvar, Francija pa čisto drugo stvar. Če govorimo samo o problemu avtomobilov, ne, pa kitajske konkurence, ki prihaja. Tako da tudi Evropa se malo počasnejše odziva na vse, zato ker se morajo najprej poenotiti, pol pa reševati, ne. Američani takoj rešujejo, ne. In tukaj je tudi to v bistvu slabost Evrope, ne. Seveda bojo odkupovali obveznice oziroma pomagali gospodarstvu, zagotavljali likvidnost. To je tako na prvo žogo, no. Ta hitre rešitve, ne, lahko potegnemo. Kaj bo pa dejansko, pa ne vemo, ne. Mene tukaj bolj skrbi tudi prihod kitajskih avtomobilov, kaj se bo zgodilo, rečemo, v naslednjih 2 letih z avtomobilsko industrijo v Evropi, ne, ker je temelj gospodarske rasti v Nemčiji. Pa mi smo tudi, kot v Sloveniji, smo pa tudi odvisni od te industrije, ne. Zaenkrat podatki niso ravno najboljši. Ali obstaja še kakšna centralna banka, ki lahko za svojo odločitvijo sproži kakšen podobni pretres, kot je bila ta na Japonskem? Tega ni v bistvu noben pričakoval. Oni so ohranjali obrestne mere leta in leta nespremenjene, potem so se odločili za minimalen dvig. V enem dnevu cela katastrofa, vse v rdečem, vse je padlo.
takoj veliko govora recesija, zdaj pa je res, zdaj pa končno smo ta pristanek dosegli, pa ni tako zelo soft, kot se je govorilo. Je še kakšna centralna banka, ki lahko vsaj za dan, teden, mesec zamaje, ne? Ponavadi se spremlja najprej FED, potem ECB, potem recimo še angleško pa japonsko. Kitajci itak delajo nekaj po svoje, Rusi so itak tam v takih višavah, da noben sploh ne jemlje tega v teh finančnih okvirih. Je še kdo, ki bi lahko kaj takega naredil, tudi čez en dan? Na dnevni ravni definitivno. Zdaj lahko je tudi čisto vezano na regijo. Japonska je bila zanimiva predvsem zaradi tega, ker je jen dosti vpleten v svetovno trgovino, tudi v trgovanje. Tukaj seveda prednjačita ZDA z nekimi dogodki, Evropa, Velika Britanija, kot si omenila, zna tudi Švica, ker je frank kar pomemben tudi v svetu kot ena nadomestna valuta. Potem imamo pa mogoče te malo nižje, en layer nižje regije, kot so Brazilija, Indija, Kitajska, Avstralija, ki definitivno lahko z nekim močnim dogodkom na dnevni ravni, na mesečni ravni tudi globalno kaj zamajajo, ampak to so kvečjemu tiste priložnosti, ki jih dobimo. Ja, neki šumi, ki če jih pogledamo pol za nekaj let nazaj, že če zdaj pogledamo obdobje covidno, ko se je zdelo tako grozno, je bilo grozno, seveda. Smo že skoraj pozabili, kaj je bilo. Ampak kar se tiče trgov, smo pozabili. Tudi če gremo graf nazaj gledati, kaj se je tam sploh zgodilo, se je sploh kaj zgodilo. In to so tiste stvari, ki so pomembne nam kot vlagateljem, da res gledamo široko sliko in da nas taki dogodki ne zamajajo. Torej, zdaj smo pri nižjih obrestnih merah, razen pri Japoncih, ki so itak zelo posebni. Kako te nižje obrestne mere, torej FED predvidoma skoraj da zagotovo septembra, verjetno tudi še kakšen res na ECB-ju, kako vplivajo na različne naložbene kategorije? Za delnice vedno pravijo, nižja obrestna mera je za delniške trge dobra, a ne? Za nepremičnine enako, lažje je priti do kredita, cenejši je, več povpraševanja, ne? Kje smo pri drugih, ne? Obveznice so direktno vezane na obrestne mere, ne? Kje smo pa tle recimo pri surovinah, zlatu, seveda kripto, nekako se zdaj niso čisto gibale tako, kot smo bili do zdaj vajeni, je pa res, da se v zadnjih parih letih nič ne dogaja tako, kot smo bili do zdaj vajeni. Torej, kje se bodo te nižje obrestne mere najbolj poznale in nižje v celoti vkalkulirano trenutno ceno? Ja, jaz mislim, da je kar povsod, no. Nepremičnine ste že omenili, ravno tako pri obveznicah, ko obrestna mera gre dol, se pa cena obveznic mora povišati, zaradi tega, da se kompenzira ta donosnost. Ker je donosnost nižja, ne? Ja. Ravno tako delniški trgi, zato ker investitorjem denar ni več zanimiv, da ga imajo na bankah in ga selijo tja, kjer imajo večjo možnost za večji zaslužek. Tako da se bo tam tudi, ravno tako se bo pa v bistvu več malih vlagateljev, bo pa verjetno najdel zatočišče tudi v kriptu, ker je tudi, bo pač potencialno večja verjetnost za neko rast, sploh ker je bila pa zdaj, rekel, kriza oziroma ima Bitcoin recesijo. Katere kategorije se torej gibljajo v isti smeri kot obrestne mere, kar pomeni, da ko grejo dol, gre tudi cena dol, katere se pa pač ravno obratno. Recimo za zlato pravijo, da ko grejo obrestne mere dol, gre običajno dol, zato ker ne nosi neke obrestne mere, ne nosi tako kot obveznica ali pa delnica, ki ima nek donos in podobno. Katere se gibljajo torej v isti smeri, katere pa ravno v nasprotni? Od marca 2022 takrat se je začelo dejansko dvigovanje, noro hitro dvigovanje obrestnih mer, zgodovinsko najhitrejše, vse do julija 2023 je potekalo in trg je to preživel, marsikdo je pričakoval še dosti hujše razmere, trgi so to zelo dobro preživeli in v zadnjem letu dejansko v času najvišjih obrestnih mer, oziroma enih najvišjih obrestnih mer zgodovinsko gledano, oziroma vsej hitrosti dvigovanja,
v zadnjem letu vsi trgi so v bistvu napravili zelo lepe donose, od delniškega do kriptotrga, do zlata. Nepremičnine seveda so tudi naredile svoj delež zraven. Tukaj so sicer malo bolj mešani podatki, Slovenija še vedno raste, sem brala, Avstrija kar nekaj pocenitev, Amerika spet raste, Nemčija tudi pocenitev. Tukaj je malo bolj, tudi Velika Britanija pocenitev, malo bolj nestanovitno. Če gledamo znotraj trgov, tudi če iščemo po nekih produktih ali delniških ali na področju kriptoprojektov, nekateri so naredili zelo lepe donose, nekateri so naredili tudi minuse. No, ampak vedno, ko pogledaš glavnino v tem trenutku, oziroma že celo letošnjo leto se zdi, da samo raste in dosegli smo rekorde, pa ta indeks, pa tisti indeks, pa največja dnevna rast, pa največja mesečna rast, pa tržna kapitalizacija, ki je prvič presegla ne vem koliko 1000 milijard. Same neke zgodovinske mejnike smo presegli, kar pomeni, da je denarja, ki je sicer vložen v različne stvari, v tem trenutku ogromno. Če je bila neka firma, ne vem, še pol leta nazaj vredna 1000 milijard, morda zdaj je vredna že 2000. Recimo Nvidia je pol leta, če odštejemo te zadnje rasti, izrasla 154%. To so res rasti, ki so izjemne. Kje je torej največ te likvidnosti in kaj bo zdaj z njo, če slučajno vseeno se nam zgodi malo padca temperature toliko, kot sicer pade septembra? Centralne banke po svetu so pripravljene, se pripravljajo v tej smeri, tako da bojo odkupovale obveznice ali pa kakšne tudi druge finančne inštrumente. Potem so pokojninski skladi, zavarovalnice, banke, te pač kupujejo, kar se da, ker oni imajo tudi veliko kapitala in imajo malo drugačno pristop k investiranju, kot pa je primeren za malega vlagatelja. Tako da tam se denar nahaja in čaka na priložnosti. Pol so pa tudi še privatni investitorji, pa hedge skladi, tudi z velikimi zalogami denarja in čakajo na priložnosti. Ampak v tem trenutku se zdi, da večina vlagateljev, izjema je bila velika prodaja deleža v Apple, zaradi katerega so se potem vsi spraševali, kaj on ve, česar mi ne vemo. Ampak nekako se zdi, da kar večina vlagateljev te delnice, obveznice, tudi bitcoine, karkoli drži in ne unovčuje teh rasti, ki so jih naredili v teh mesecih. Do zdaj kar nekako vsi pričakujejo, da bo to še raslo. Redko vidimo kakšne večje prodaje, pa bi rekel, ok, pol grem ven, unovčem, pa vložim nekaj drugam. Takoj po tisti krizi, začetek avgusta, se je začelo govoriti, da se malo denar umika iz tehnoloških velikanov in seli v druge neke kategorije. Ampak nekako zdaj se zdi po tej umiritvi v parih tednih, da še vedno tehnološki velikani, pa na neka farmacija, sploh vsa ta, ki je vezana na hujšanje in podobne stvari, to prosperira, ostalo pa je mal na obrobju. Ne zdi se, da bi veliko vlagateljev poskušali ta 100-odstotni donos v pol leta unovčiti, vzeti nekaj ven pa kupiti kaj, kjer zdaj vidijo priložnost. Očitno še vedno vsi vidijo priložnost v teh dveh panogah predvsem. Jaz bi se mogoče še tukaj malo navezal, pa bi mogoče potem še Aljoši dal malo drugačen pogled, ampak na globalno likvidnost in na same cikle, in tukaj tudi lahko pričakujemo, ker vse gre v ciklih v svetu. Če primerjamo to likvidnost tam iz 80. let prejšnjega stoletja, je trenutno so ti cikli povečevanja likvidnosti konkretno večji. Takrat ni bilo toliko vpliva na trge, ni bilo toliko denarja kar naenkrat spuščenega na voljo, ker likvidnost, v bistvu po domače povedano, je koliko imamo denarja v svetu na voljo. In od leta 2008 so se te stvari malo spremenile, od te največje krize, ene največjih kriz gospodarskih. Od tedaj je vsak cikl likvidnosti konkretno večji, kot se to dogajalo prej. In poteka nekje 4 leta in tudi trgi se konkretno bolj odzivajo na to likvidnost. Dejansko grejo zelo z roko v roki s to likvidnostjo. Če pogledamo, jaz sem navezal tukaj na kriptotrg, pa bo Aljoša mogoče lahko kaj več o delnicah povedal.
Bitcoin leta 2014, čist vezano na globalno likvidnost, močna rast. 2017 popolnoma na globalno likvidnost. To je en dejavnik, ki je mogoče komu zelo spregledan. Veliko se gleda halving, ki je seveda tudi zelo pomemben, ampak likvidnost tukaj igra en zelo velik dejavnik. 2021 ponovno, isto, po tem covidnem času veliko naprintanega denarja, se pravi likvidnost povečana, ponovno smo imeli en velik boom. In zdaj smo spet v takem obdobju, dejansko že od konca leta 2022 se je ta likvidnost začela povečevati. Likvidnost v procentih je zrasla nekje za približno 9%, Bitcoin naprimer v tem času za cirka 300%. Ok, imamo še altcoine tukaj, ki še malo spijo, ampak tudi nekateri v povprečju nekje 100% donos. Ok, imamo Bitcoin season, ampak ta globalna likvidnost igra res in v tem trenutku je ogromna, ne glede na to, ali si lastnik nepremičnine, delnice, kripta, imaš precej več denarja, kot si ga imel ob začetku leta. Ampak če gledamo ali pa pred parimi leti. Ja, res je. Če pa gledamo grafično in kaj pričakujemo do konca leta, je pričakovati, da se bo v obtok po nekih informacijah steklo okrog 1000 milijard kapitala. Tudi če gledamo primerjavo s prejšnjimi cikli, smo šele nekje na prvi tretjini tega cikla, na tej likvidnosti. Tako da je tukaj še ogromno potencijala in skupaj z nižanjem obrestnih mer, ali bojo ali ne, načeloma ja, tukaj res lahko pričakujemo močne odzive na trgu in kdor čaka neko idealno točko za vstop v trge, jaz toplo svetujem, naj preveč ne gleda trgov kot takih, ker napovedi so lepe. Treba pa seveda imeti strategijo spet večletno za naprej. So torej v tem trenutku vsi vlagatelji, torej ali gre za malega vlagatelja, malo večjega vlagatelja, državo, so vsi v tem trenutku v nekem bikovskem trendu prepričanju ali morda se kdo že malo nagiba k medvedu? Ja, zdaj na drugi strani Atlantika so v bikovskem, ampak tudi malo v strahu. Evropa je, če gledamo Nemčijo, kot gonilo Evropa, je malo stagnira. Jaz sem gledal tudi potrošnja, je v Evropi ostaja enaka že 2 leti. Medtem ko povsod drugje Kitajska, Amerika pa raste. Sicer Kitajska majčkeno manj, ampak je pozitiven trend. Temu sledi tudi polindustrijska proizvodnja, ki pri nas, za razliko od nekaterih drugih delov sveta, minimalno raste, oziroma nekaj celo ne. Slovenija nažalost med tistimi. S tem, da imajo Kitajci tudi nekaj težav sami sabo z nepremičninskim trgom, pa pri njih je malo manj demokratično. Nikoli ne vemo, kaj se bo na vrhu odločali, v katero smer bojo zavili. Definitivno forsirajo gospodarstvo, ampak imajo pa zdaj tudi problema, če je pa Evropa capla na mestu, nimajo komu pol prodajati. Zato prilagaja tudi svoje napovedi rasti, ki so zdaj že kar bolj pri 5,0, ona decimalka nekako se ne povečuje, pa so upali na več. Zdaj pa z vsemi carinami, tudi na avtomobile, ki si že prej omenil, verjetno se jim bo to še dodatno poznalo. Ja, verjetno. Oziroma bojo oni naredili pol nek protiukrep, ker ne vemo. In tukaj jaz mislim, da je tukaj večji problem, ker ljudje se včasih preveč fokusirajo na eno stvar ali pa 2, 3, ampak svet je tako prepleten, in informacije tako hitro šibajo po svetu, da ne moramo vsega ukalkulirati. Zato jaz pravim, da je to čisto normalno, da so, ko ste prej omenjali, najvišji rast ali pa padec v enem dnevu, tednu, mesecu. To je ravno ta pretok informacij, hitrost in ne vemo, kako bo, nekaj lahko pogledamo iz zgodovine, ampak nikoli ni bil isti vzrok za nek padec ali pa za neko rast. Kar je pa vedno isto, je pa kako ljudje reagirajo s svojimi čustvi na to.
ko je padec, bojo panično prodajali, večina. Ne. Tisti, ki imajo pa strategijo, bojo pa zadržali, pa nekaj dodajali, oziroma so že prej kakšen dobiček unovčali. To ne pomeni, da je treba vse prodati, ampak en delež zmanjšaš, ravno zato takrat, ko pade, da imaš denar, da lahko spet kupaš poceni. Ampak prej smo ravno govorili o likvidnosti in unovčevanju. Zdi se, da vlagatelji ne unovčujejo tega. Rekla sem Apple, to je bil eden redkih primerov, kjer se je velik sveženj, ki je z veliko denarja prodal. Drugače pa se kar nekako zdi, da sploh recimo teh velikih 7 vlagatelji kar vztrajajo in tudi gledala sem pred objavo podatkov Nvidie. Vsi, ki so dali priporočilo, drži ali kupi. Nihče ni dal priporočila prodaj. In verjetno so se v skladu s tem odzivali tudi sploh nepoučeni vlagatelji oziroma tisti, ki se ne ukvarjajo s tem vsak dan. Ja, zato ker dobro delajo. Tudi nova panoga se je kreirala, umetna inteligenca, kaj nam bo prinesla, ne moramo vedeti. V bistvu so to šele začetki, niti povprečen človek ne uporablja to v vsakdnevni rabi, ampak je bolj za hobi, rekel, pa kakšni študenti rabijo za kakšno nalogo rešiti. Ni pa še, da bi imeli nekega asistenta, da bi bilo to že širše, ampak da bi bilo to že čist normalno. To pomeni na drugi strani velika povpraševanje po, če gledamo z Nvidie, po grafičnih karticah, zato da bo to vse se sprocesiralo. Tam imamo 2 problema tudi. Nvidia kupujejo te veliki, Amazon, Google. Par velikih kupcev imajo tako rekoč. In ko bojo prišli do neke točke, tudi prodajanja, ker iz leta v leto ne bojo podvajali. Tudi težko, lahko naredimo z 1 milijona 2 milijona. Pol iz 1 milijarde na 2 milijarde, iz 1000 milijard na 2000 milijard, je pa že težko priti. In trg bo reagiral. In takrat se tudi spet povpraševanje pa ponudba se bosta malo obrnila, s tem bo prišla cena dol. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Ampak je danes sploh mogoče vlagatelje še nekako navdušiti. Ravno zdaj so bili podatki Nvidie, ki je prodaja bila skladna z večino napovedi, sicer nekateri so imeli tudi višjo zgornjo mejo, ampak je bila v tistem neki pričakovanih vrednostih, pa vendarle padec že pred objavo, takoj po objavi se še nadaljuje. Nekako se zdi, da te poučeni vlagatelji non-stop želijo nek hype, da zdaj neka konstantna zmerna rast ni več dovolj. Mora biti presežek, vsaj 50% nad njihovimi pričakovanji, da to sploh še vpliva na delnico. Če je rast taka, kot ste pričakovali, to je že slabo, pa smo v rdečem. Kar običajno ni, če si v skladu s tem, kar si pričakoval, si zadovoljen. Problem je, če nisi v skladu s tem pričakoval. Na borzah se dogaja, da je ravno obratno, da je treba noro rast, da je sploh še kdo zadovoljen. To so že ti prvi znaki pohlepa, dajmo še več, še hitrejš. In takrat je lahko čas za razmislek, ali bomo šli malo bolj počasno, ali pa razmišljali o kakšnem manjšem odprodaji. Saj dela delež, teh rasti, ki si jih dosegel v zadnjem času. To je pa spet stvar strategije, ki imamo. Če mi zdaj malo prodamo, bomo še vedno rasli naprej, pa potem še malo in lepo zmanjšamo delež v svojem portfelju. Tudi če nam je Nvidia, če smo jo kupili malo prej, smo naredili 500% z njo, se je tudi delež pred ostalim naložbam je nesorazmeren in je že iz tega preveliko tveganje. Lahko gledamo že sami iz optimizacije portfelja. Je smiselno, da če nekaj podivja, oziroma nam je skirca vmet padla, da takrat tudi kakšno stvar pol malo zabremzamo in počas, ampak za vse to moramo pa imeti neko strategijo. Je torej čas za mogoče malo razpršitev naložb, zdaj, kot smo že parkrat omenili, teh 7 velikih, vsi hype okrog tega, če ne raste. Non-stop vsi razen Tesle so imeli 2-mestno, se Nvidia celo 3-mestno v prve pol leta. Na drugi strani precej držav
kupuje zlato. Presenetil me je podatek, da je v zadnjem času največ kupila Poljska med vsemi, seveda še vedno Kitajska prednjači v skupni količini, pa vendarle me je presenetilo, da Poljska nenadoma se je obrnila v to smer. Je to mogoče znak, da bi bilo fajn malo unovčiti in razpršiti in iti mogoče v neko malo bolj tradicionalno naložbo ali pa mogoče v kakšen drug sektor še, ne samo te dve, ki sem jih prej omenila, torej tehnologija, informacija, da obstajajo še sektori, ki omogočajo rasti, mogoče ne zdaj 2, 3 številčne, ne, ampak da imaš pa neko konstantno rast, ki absolutno presega inflacijo in hkrati zadosti tvoji nepretirani želji po non-stop nekemu izjemnemu hajpu. Ja, jaz pa glede zlata, no, je odvisno spet, lahko pogledamo točno, zakaj se je to zgodilo, pa kdo je kupoval. Večinoma so bile to države, ki ne poslujejo z evrom ali pa z dolarjem, tudi malo manj demokratične države. Večina se nakupi tam naredila, tudi Kitajska je naredila, ker se želijo izogniti, v teh negotovih situacijah je pri njih problem, ker njihova valuta proti dolarju pa evru pada. Dejansko je to ena od rešitev, da ostanejo konkurenčni. Zato so povečevali z nakupovanjem zlata. Zdaj pa, če gledamo iz vidika nekega malega vlagatelja, jaz bi imel zlata od 0 do 5%. Če smo pa ultra konzervativni, potem pa rekel tam do 10% je čist dovolj. Mislim, da je tudi surovine so lahko zaščita proti inflaciji. S tem, da se zdaj trenutno, če se nafta giblje nekje med 70 pa 80 dolarji za sod, da je to čist fajn. Pri nafti moramo tudi gledati, kdaj je kdo zaslužil, oziroma tam je spet ta preko bolj vzhodni blok, ki so proti Ameriki nastrojeni, imajo srečo, da njim nafta pride iz zemlje gor za ston. In oni jo lahko črpajo tudi s 30 dolarji za sod. Američani jo pa ne morejo, skrilavcev rabijo nekje 50 dolarjev za sod, imajo stroškov. In tukaj gre spet lahko ena fronta s ceno nafte in manipuliranje. Zato se morajo tudi te države zaščititi, tako da nimajo dolarjev pri sebi in to lahko delajo z zlatom. Torej, te nakupi ne kažejo pa vendarle na to dolgo pričakovano, pa še vedno nevideno recesijo. Velikokrat se vlagatelji v času debelih krav kupujajo delnice, ko pa se trg nekoliko umiri, grejo pa raje v nekaj, kar je bolj, kar če ne drugega lahko skoraj primajo. Zdaj so spet tudi tle je bil recimo rekord, koliko je vredna ena zlata palica. Prvič je presegla spet mejo, če se ne bo tam milijona ali nekaj takega. Ni to torej napoved nekega ohlajanja globalnega. Seveda imamo, večkrat smo že rekli, Nemčija, povedali smo tudi Kitajska, nikakor ni tam, kot bi si sami želeli, ampak vendarle, če pogledamo globalni trg kot tak, ki ima seveda nihanja, nismo še torej pred kakšnim večjim ohlajanjem ali kako. Jaz raven tak negotovosti, zdaj če bi rekel, trgi padajo, zlato rase, pa bi približno vedeli, gremo v smer medveda. Tako pa, če pogledamo... Trgi rastejo, zlato raste. Zato, če pogledamo potem zlato, bi rekel, medved prihaja. Če pogledamo trge, pa bik prihaja. In to je v tem okolju, ker trenutno je taka situacija, da v bistvu delniški trgi niso poceni, ne moramo pa ostati zunaj. Nikakor ne, če gledaš različne ocene, price tag in podobno, so na vrhuncih. Ja, s tem, spet kako interpretiramo. Nekdo, ki ima blagovno znamko, neko, tako kot ima Apple, ali pa Nvidia, ki je na svojem področju edina, oni si lahko prvošijo malo dražje. Se tudi lahko čist gremo ven Apple telefon, vedno kupimo po najdražji ceni. Še nikoli ga nismo, pustimo zdaj na neko akcijo, ko pride nov, bom po najdražji ceni. Pa da nismo samo na tehnološkem, lahko isto rečemo za kavo. Če v istem lokalu
da nismo zdaj nekje na podeželju, ampak še nikoli nismo kupili cenejše. Ja, razen če neka jutranja akcija, to bi pa rekel, neka motna je prišla na trg, ampak se je popolne bilo že po normalni ceni. In to nas ne moti, moti nas pa pri delnicah, pri investiranju, če kupujemo. Zdaj pa, če pa podjetje nima nek produkta, da je preko mlatenje prazne slame, potem pa je pa problem, če zelo drago kupujemo. Problem je tudi, če podjetja rasejo tako, da vzamejo kredit pa kupijo konkurenco. Neki Agrokor je na ta način rasel. Takrat pa enkrat muska se res ugasne. Je mogoče vseeno bil, že 2 leti poslušamo, upamo na mehak pristanek, je bil mogoče ta avgust, sicer samo 1 teden, ampak je bil mogoče to mehak pristanek. V končni fazi tudi ta teden vsi so čakali podatke Nvidie in rekli so, da ta podatek bo biti ali ne biti. Nvidia je šla malo dol, mala korekcija na trgu je bila minimalna. Ali to lahko pomeni, da če bi oni pa razočarali, torej da recimo pa ne bi presegli te meje 30-31 milijard prihodkov, kot jih je večina napovedala, da bi res vsi trgi, vsi indeksi, recimo da bi ustvarjali samo 20 milijard prihodkov, grozno, bi res to zamajalo vse trge in je taka stvar mehak pristanek, ker načeloma smo pričakovali, da mehak pristanek pomeni BDP, inflacija, plače, število brezposelnih, to je še vedno zelo dobro. Se lih to, če gledamo, dejansko edini indikator trenutno, ki kaže na neko možnost recesije ali pa da bi bili v nekih težavah, je Samovo pravilo, ki v bistvu spremlja brezposelnost. V bistvu to pomeni, da če v zadnjih 3 mesecih brezposelnost zraste za 0,5 odstotne točke ali več v primerjavi z najnižjo brezposelnostjo v zadnjih 12 mesecih, to pravilo se je sprožilo, sicer je nekje na meji, ampak zraven, kot si že omenila sama, realni BDP, realni prihodki, realni osebni dohodek, brezposelnost v gospodinjstvih je okej. Tudi potrošnja še vedno večinoma raste. Industrija. Sploh v storitveni panogi malo manj sicer, ampak storitvene panoge več ali manj beležijo kar lepe rasti povsod, tudi celo v Evropi. Dejansko in nič ne kaže, da bi gospodarstvo drselo v recesijo in če smo tukaj pri nekem mehkem pristanku, bi se na nek način lahko pogovarjali o tem, da so dosegli to. Seveda, kaj bo prihodnost prinesla, niti ta veliki playerji v svetu ne morejo čisto vedeti, ker se stvari dogajajo sproti, kot je že Aljoša rekel, toliko enih informacij šiba sem ter tja po svetu. In spet pa, če lahko še tako tečen izpadem s tem ponavljanjem, ampak jaz verjamem, da tukaj Slovenci smo lahko vsi uspešni pri investiranju, če izberemo neke prave projekte, investiramo v njih, si postavimo strategijo dolgoročnosti, zapremo malo računalnike za nekaj časa, grafe, če to delamo strokovnjaki, nam ni treba spremljati, če to delamo sami, pač moramo toliko ur dnevno nameniti, ampak zanimati nas mora fundament nekih projektov, ali je to na delnicah ali na kriptu. In ta fundament nas prinese pol do rezultatov. In res, Slovencev nas je tukaj 2 milijona, to ni nič proti svetu. Po mojem mnenju bi lahko bili čisto vsi Slovenci zadovoljni z investiranjem, glede na to, koliko nas je, ker lahko spadamo med tistih 10% svetovnih investitorjev, ki dobro delamo. Sploh bi mogli biti zelo zadovoljni, če bi končno vseh telih 26 milijard kaj drugega dali, pa mogoče dobili kaj več kot 0%, oziroma imel celo realno minus, ker te je inflacija vmes kar nekaj pobrala, kar pomeni, da če bi že kupil, ne vem, ljudsko obveznico ali pa menico kratkoročno, pa dobil 3 nekaj več, pa kot šteješ neke stroške, ki jih imaš, še vedno boljše od tega, kar dela večina Slovencev z denarjem na banki. Preden nadaljujemo, in če bi želeli prejeti še več koristnih informacij z področja investiranja v kriptovalute, se lahko prijavite na posvet z menoj ali s katerim od mojih sodelavcev na povezavi, ki jo najdete spodaj. Omenili smo 2-krat že, torej Kitajska, Nemčija, 2 zelo povezana trga, 2 v recimo podobnih težavah.
recimo elektrika, zeleni prehod, električni avtomobili, neke nove tehnologije, je neka skupna točka, ki oboji malo težave v tem trenutku povzroča. Se lahko tudi oni zvlečajo ven na tem bikovskem trendu Amerike, pa na dobrih industrijskih rezultatih, ne vem, Kanade, Avstralije, Indije v končni fazi, da torej ta dva opevana, velika in pomembna trga tokrat se vlečeta na druge v tem trenutku uspešnejše trge. Ja, jaz mislim, da bo bolj problem konflikt med Ameriko pa Kitajsko. Mene bolj skrbi za Tajvan, ker Kitajci bi po moje imeli, mislim, to je moje mnenje, da oni bi Tajvan imeli samo zaradi čipov, nič drugega jih ne zanima. To je tehnologija, tista najboljša, ki jo oni nimajo. Problem je pa v znanje se je pa pridobil v Ameriki, ustanovitelji teh firm, rečemo, Taiwan Semiconductor je diplomiral na MIT-u, se pravi, ker je bil pa Tajvance pa doma odprl podjetja, in je v bistvu tukaj boj za tehnologijo, ne sploh za zemljo. Saj jaz vidim tako in je, ta konflikt mi je bolj pomemben kot pa vsi ostali trenutno, in tukaj Američani bojo v svoje jadra pihali, Kitajci pa v svoja. Zdaj, kdo bo zmagal, je težko reči, pa kako se bo odvijal, pa do kam si upajo iti. Očitno podobno mislijo tudi Američani in podel Evropejcev, ker enkrat sem brala, da se da večino strojev na Tajvanu nadaljavo izklopiti, kar pomeni, da če bi slučajno bila invazija, in te stroje in tovarne tam, ki so, ne bi Kitajcem prav veliko koristile, ker bi lahko nadaljavo izklopili celotno proizvodno. Ravno danes sem brala, da zdaj Američani na Nizozemce pritiskajo, da največ ne servisirajo čipov, ki so na Kitajskem, kar pomeni, da bodo v letu 2 in jim ne dobavljajo novih. Gre to, ob tako hitrem razvoju je to v 2 letih je že to vse staro, sploh če tega ne moreš financirati. Omenil si Ameriko, kje smo torej zdaj pri vsem tem, glede na to, da smo pred volitvami. Veliko se govori, ne vem, če zmaga Trump, bo to dobro za kripto. Če zmaga Harrisova, bo to slabo za nafto, oziroma bo za nas slabo, nafta bo dražja. Tudi Trump je rekel, članice, če ne plačujejo proračuna, jih ne bomo vojaško branili, če nekaj ne plača, naj se kar sami zase poskrbijo. Zelo različne politike, tudi odnos do Tajvana je različen. Koliko lahko to v končni fazi, november ni več daleč, vpliva tako na delniške trge? Ne vem, če se ne motim, rekel Trump, da bo kar zamenil pol Feda, če on pride tja in podobno. Koliko lahko to dejansko vpliva na obrestne mere, posledično na obveznice in seveda zadolževanje države, ker vlagatelji tudi gledajo, kdo zdaj zmaga in so različni. Kripto, republikanski tabor je bistveno bolj naklonjen temu kot demokratski. V končni fazi zlato, mogoče pa vsi pobegnejo v zlato, ker bojo panični, kaj jaz vem. Je to lahko nekaj, kar bo v naslednjih parih mesecih povzročilo več nihljajev, odvisno od tega, kaj bo kdo rekel, kaj bojo kazale projekcije, kdo bo zmagal. Za Harrisova pravi, da ni še prav dobro nakazala, kam bo šla njena ekonomska politika, torej tle še precej odprtih vprašanj, ki lahko vplivajo na svet po, recimo od januarja, ko nastopi 2025. Kaj nam to pove? Ja, jaz mislim, da tudi vse te reakcije Feda, ECB-ja, ker niso tisti dejmo, ampak malo tako, ali bi ali ne bi, da bolj čakajo na ta izid. Ker tudi po drugi strani Trump je bil zelo naklonjen Putinu v preteklosti, ker zdaj pa ne bi smel biti. Kako bo to, če je on gor. Na drugi strani Harrisonova bi pa davke povišala, ker pa ne vem kaj vse bi obdavčila. To pa spet kapitalu ni všeč. Kapital jo bo pa volil. Tako da ne vemo, kam se bo obrnil. Meni se pa zdi, da nobena skrajnost ni dobra. Če bi pa zdaj malo po teh trgih, bi pa rekel, da bi bilo zelo dobro na Avstralijo staviti, ker Kitajski gre slab, Avstralija pa zelo veliko surovin izvaža na Kitajsko. Se pravi,
bi mogli sam še boljš, ne glede na izid teh volitev. Da gremo zdaj končno malo bolj široko tudi na kripto. Po tistem, ne vem, bil je en dan, ne vem, 4. 5. avgust ali nekaj takega je bilo, ne? Vse v rdečem, kripto je, kar se tiče v evrih, Bitcoin je padel na nekaj čez 48.000 evrov. Tudi japonska borza takoj naslednji dan 12% rast, sicer ker je padlo za, ne vem, 15, seveda ni prišlo nazaj, ampak so bili korekcije takoj narejene. Nivoji so danes povsod, vsi indeksi so danes više, kot so bili pred tistim dnevom. Bitcoin se pa nekako kar ni pobral, tudi večina drugih kovancev. Približno nekako zdaj zadnje par tednov gre med tam, če govorimo o evrih, od 52.000 pa mogoče prije celo do 57, 58 pa nazaj dol. Kaj se dogaja, zakaj tukaj tega odboja ni bilo? Vse ostalo se je pobralo, še nadoknadilo, zraslo še več, razen Nvidia 2 dni po rezultatih, pa bomo videli, kam bo šlo. To pa se nekako kar ne pobira, saj ne v takem obsegu kot vse ostalo. Mislim, zavedati se moramo, da je kriptotrg še vedno normalno najbolj tvegan trg in da so tudi čustva tukaj najbolj prisotna in tudi, ko gre za strah, je večji strah kot na ostalih trgih, kot takrat, ko smo v neki grabežljivosti, ko smo požrešni, seveda kriptotrg daje največje rezultate. To verjamem, da je en dejavnik, zakaj se še ni tako močno odbil, čeprav se je zelo lepo odbil, ne nazadnje Bitcoin, padec je bil 30%, pa smo zdaj na nekje 20% odboju, tako da tisti vlagatelji, ki so tisti dan zadeli not vstop, imajo res lepe donose na določenih projektih, tudi 40-50%. Seveda ne pomeni to, da so nivoji res tam, kjer so bili pred dogodkom, čeprav ne bo čisto držalo tudi, da na delniških trgih, da se je čisto vse pobrali. Če gledamo tehnologijo, Nasdaq indeks je v tistih dneh padel za 15%, pa je zdaj šele nekje na 8-9% odboju in se kripto dosti podobno giblje sami tehnologiji, ker seveda kripto je tehnologija. Ja, spet je pa treba to gledati malo bolj dolgoročno, ampak s časom tukaj ne vidimo razloga. Odboj je bil, ta flash crash se je zgodil in močan odboj se je zgodil, tako da ne vidimo tukaj nekih strahov za naprej. Torej, odboj je bil, nismo še nazaj na tistih nivojih iz začetka avgusta, nikakor pa nismo na tistih nivojih začetek leta, ne, ko je bil najprej odobren ETF skladi, potem halving, ki je šlo v evrih na približno 72 in tam nekje. Ne. Kaj je zdaj, kaj ga v bistvu niža? Kaj niža cene kriptovalut v tem trenutku? Ja. Se biti sam še eno iztočenco dal. Se mi zdi isto, trg se bo reguliral. Danes točno še ne vemo, kako bo vsaka država. Ene so že en korak naprej, ene so majčkeno zadaj, ampak večinoma bo drug let kar veliko regulacij po svetu bo poštimanih in pol bomo tudi vedeli, kje smo. Rečemo nekako podoben okolje tudi v Sloveniji, ker davke enkrat gore, enkrat dole, enkrat je ta davek, pol ga ni ta davek in je zelo težko planirati podjetnikom. Na kripto ga še ni, pa ga očitno ja, še nekaj časa. Je neka podobna situacija. Vemo, da pride drug let, ne vemo pa točno, kaj bo in mogoče tudi tukaj čaka še cel kriptotrg. Malo so bila ta pričakovanja ETF-ov, ki so prišla, pa je malo zmanjkalo sape. Po drugi strani, evo, zdaj dam pa istočnico naprej, če malo počiješ, pa malo zadihaš, boš lahko pa pol dalj šprintov. Ja, dobra istočnica, spet to čakamo neke novice. Bilo je res močno obdobje leto 2022, del leta 2023 za kriptotrg predvsem. In ljudje
pričakujejo končno nekaj, ETF-i, nekaj novega prihaja, institucije prihajajo, vse je veselo v pričakovanju, halving prihaja. Tudi na evropskem nivoju dela regulacije, kar naj bi bilo dobro za vlagatelje, ker so bistveno bolj varni in vejo, s čim imajo opravka. V slovensko zakonodajo sicer še nismo tega dokončno prenesli, ampak bo do konca leta, upajmo. Kar je neka varnost, kar ti daje neko dodatno zagotovilo, da je to nekaj nešpekulativnega, ampak nekaj, kar je pač nova naložbena kategorija. Ja, v Sloveniji to prevzema ATVP, oziroma ima že v rokah, ampak je nekako v prihodnem obdobju. Mi na Incrementumu to konkretno čutimo, se veselimo tudi te ureditve dokončne, kot si omenila, dodatno zaupanje v trg. To je vrhunsko. Nadzor, varnost, vse. Več zaupanja, več vstopa v trg, cene pa vemo, kam posledično grejo, navzgor. Kaj so v tem trenutku torej tisti dogodki, rekli smo, čakamo, spremljamo, začetek leta smo gledali ETF, pa halving, pa pol direktiva. Kaj pa zdaj recimo do konca leta? Kaj so tisti momenti, nekaj male, vsi so čakali tudi Trumpov nastop na tisti njihovi konvenciji kripto 26. 27. julija, kdaj je bil. Kaj so pa zdaj neki momenti, ki lahko do konca leta vplivajo na celoten kriptosvet? Zagotovo ameriške volitve. Je še kaj takega, se pričakuje tudi zdaj ETF-i na Ethereumu oziroma Ether so bili že odobreni. Je kakšen velik moment, ki bo zdaj v naslednjih 4 mesecih tak, ki lahko v katerokoli smer premakne to ceno? Bistveno, ne mislim zdaj, da je to odstopanje par odstotkov, ampak recimo, da so to dvomestne cifre. Toliko nekih prav dotično na kripto momentov ni, je pa definitivno nižanje obrestnih mer in dvigovanje globalne likvidnosti en največjih razlogov. Trenutno na to se zdaj kar nekaj časa na kripto ni bilo govor sploh o obrestnih merah. Stalno se išče neko novico, na katero se lahko oprimemo. Zdaj imamo pač te obrestne mere in globalno likvidnost. Vmes je v bistvu dosti napotihem prišel Ethereum, ETF, ki ni toliko bombastično, kako se ne izrazim. V bistvu ni bilo sploh nekega večjega premika, ne na gor, ne na dol. To je tako, ko postanemo, ko so stvari dosti vsakdanje, postanemo lačni za nekaj več. In Ethereum bo naredil svoje, kapital bo se zlil v naslednjih letih na glas ali pa potiho. Cena bo šla dolgoročno navzgor. Prihaja Solana ETF, ki je lahko tudi zelo velik dogodek. Oziroma, kdor gleda fundament samega trga, razume, da se kriptovalute vpeljujejo res kot preverjen finančni inštrument in vedno več tudi altcoinov prihaja na voljo institucijam in to so velike stvari, ki se dogajajo mogoče v določenih momentih dosti na potiho. Kdo jih spet izkoristi? Institucije, veliki playerji, ta mali pa čakajo na novice na medijih, po televiziji in nažalost zamudijo ali pa celo narobe investirajo oziroma v relativno Kaj pa se v tem trenutku sploh dogaja s temi odobrenimi ETF skladi? Na začetku seveda takoj po odobritvi velik priliv, potem pa kar nekaj odliva. Mislim, že pri Bitcoin ETF-u smo videli, oziroma vsaj na ceni Bitcoina se je tako odrazili, še pred odobritvijo ETF-a močna rast. Ker so bila pričakovanja ukalkulirana. Dejansko potem, v prvih dneh kar nekaj prilivov, oziroma iz Grayscale več ali manj stalno odlivi. Ampak potem je bilo neko mesec, dva dejansko odlivov. Nekdo je že deloma unovčeval dobičke, potem pa spet močna rast tam do marca, aprila meseca. Od takrat pa zdaj nek trend padanja. Trenutno je se pravi AUM, Assets Under Management, mislim, da smo nekje okrog 50 milijard. Bili smo že tam nekje na 60. Ampak tudi zaradi vrednosti, ne samo zaradi vloženih sredstev. Se v bistvu vložena sredstva nekako vrednost kreirajo. Ampak mislim, ne tako število vlagateljev, kot tudi njihova sredstva, ki so upravljena. Se strinjam.
Je pa spet potrebno gledati, to ni nekaj mesečna igrica, to ni neka zgodbica za par mesecev, ampak je vsaj 10-letna zgodba, ki bo prek, se pravi, govorimo o ETF-ih, ki bodo akumulirali ogromno sredstev. Seveda tudi med velikimi vlagatelji, tudi oni rabijo še dodatno zaupanje strani, ampak to zaupanje ustvarja na primer BlackRock kot en največjih oziroma največji svetovni upravljalec. Larry Fink, dejansko, ki je na čelu BlackRocka, tudi on je bil pred leti še proti kriptu, pa ni verjel v njegov razvoj oziroma videl kar nekaj pomanjkljivosti, ampak vsi ti ljudje, ki so zdaj v kriptu, priznavajo pač, mogli smo se spoznati, mogli smo preštudirati, zakaj gre. Oni tako delujejo, da ne skočijo na prvo žogo, ampak stvari v globino preštudirajo in vsi ti, ki so zdaj zraven, ki podpirajo kripto, in to so res velika imena svetovna, priznavajo, to je en del rešitve za prihodnost. In ETF-i bojo akumulirali ogromno sredstev v naslednjem desetletju. BlackRock in družba Franklin Templeton, JP Morgan, ARK Investment, oni spodbujajo njihove vlagatelje, da preusmerijo del sredstev tudi v kripto. Seveda, to terja svoj čas in ne more iti vse v ravni liniji navzgor, so tudi tukaj pač stalno cikli prisotni. Kako se pa kripto giblje glede na geopolitične težave in trenja? Je neka povezava, ker vedno, ko je neka težava nekje, kjerkoli na svetu, nafta gre vedno gor. To je zelo jasna povezava. Ima kripto recimo na te geopolitične spore, težave, ki jih je iz leta v leto več in kar ne pojenjajo, je to, ko je več tega, mogoče kripto pribežališče, ali ker je že tam tako nesigurna situacija, pa pri kriptu nisi čez ziher, pa grejo raj malo ven, pa malo bolj sigurnega. Je tle neka povezava, se to zdaj pokazala? Ja, oboje je. Na kratek rok tisti dan, oziroma tako je, trgi predvsem ne marajo nesigurnosti, nekega pričakovanja nečesa slabega. Naprimer, zdaj se obračamo na Bližnji vzhod, in trg tudi zaradi tega je malo v nekem krču, vlagatelji seveda, trg smo vlagatelji. Ko pride do nekega neljubega dogodka, seveda noben tega ne mara, ljudje trpijo, ampak trgi to momentalno seveda absorbirajo z nekim palcem. Zelo kratko je to nihanje, Ljudje se tako hitro navadimo, da je to že kar grozno včasih. Ja, samo to nas dejansko ohranja pri našem razvoju, pri naših življenjih, da ne obupamo, če ne bi vsi šli v jok in bi se svet ustavil. Pač to je v naših genih zapisano, da gremo naprej. V preteklosti videli smo samo, če pogledamo na kriptotrg, zdaj, če gledamo delniški trg za zadnjih 100 let, pa se je marsikaj vmes zgodilo. Ja, vidimo neke prekinitve, malo ohlajanje za neki let, pa gremo pol naprej. Če pogledamo daleč, vidimo sem... Je premica gor, ti seveda imaš cikle in padanje, ampak ko pogledaš linijo, je linija seveda vedno gor nikoli. Če odštejemo Japonsko spet, ki je rabila več kot 30 let, da je prišla na razvoje. Ja, seveda so izjeme. Ampak oni so res, ne vem, kaj počnejo tam na tistem otoku, da so tako posebni. Če še nadaljujem tukaj, v bistvu tudi v zadnjih letih, če se še na kripto sfokusiramo, je bilo tudi vojna v Rusiji, Ukrajina, neko kratko obdobje odziv, ampak trg pozabi in gremo naprej. V bistvu lahko na nek način še konkretno profitira z tega razloga, ker taka neka žarišča ali neke tudi gospodarske omejitve ali ZDA prepove poslovanje oziroma neki državi z dolarjem. Vse to so pač neki geopolitični lahko problemi za določene države, za določene regije. Kripto tukaj na nek način lahko prinaša kar velike rešitve, stablecoini. Naprimer, banke so tisti segment, ki kriptotrg močno povzemajo zdaj, ker ga vidijo kot rešitev, predvsem z uporabo stablecoinov. Na tak način lahko ljudje dejansko v nekih takih vojnih žariščih
prepošiljajo svoje sredstva oziroma kupujejo tudi stvari. Mi ne rabimo bank za to, mi rabimo samo pametni telefon in to dejansko skoraj v vsakem. In dobro varovano denarnico. Ja, to, če hranimo, rabimo nujno tudi to. Ja, velik del sveta nima niti infrastrukture bančne, veliko držav, določene južnoameriške, določene afriške, določene azijske, imajo prepoved trgovanja z dolarji. Svoja valuta jim v bistvu povzroča oziroma imajo ogromno inflacijo na svojih državnih valutah in dolarje ne morejo dobiti, kje zdaj iščejo rešitve, iščejo v stablecoinih, ki so vezani dejansko na stabilne valute, kot so dolar, kot so evro in v bistvu s tem kriptotrg privablja ogromne količine novih ljudi, ki koristijo kriptovalute. Stablecoinci bodo sigurno del tisti, ki bo en največji razlog. Sploh z regulacijo, ki se začne decembra, ne? Ja, definitivno. Tukaj bo ogromno ljudi prišlo v kripto in bo tudi bolj spoznali kripto kot tak in tudi več bo potem pričakovano investitorjev v Bitcoin, Ethereum in ostale kriptovalute. Se pozna recimo, da v času kriznih razmer, kakršnekoli, ali gre to za, ne vem, geopolitične, ali gre za kakšne naravne katastrofe ali karkoli, v času nekih nesigurnih razmer, da se tudi znotraj same strukture kripta dogajajo premiki. Torej recimo, da ko je bolj nestabilno okolje, grejo ljudje iz manj znanih in manj stabilnih kripto kovancev v Bitcoin, ki pa vendarle velja za bistveno bolj stabilno zadevo in naložbo kot kaj drugega. Tudi enako je na deležkih trgih in tudi na obvezniških. Ti v nekem času upaš tvegati, pa upaš kupiti neko obveznico, ki ti daje, ne vem, tam 7-8, pa veš, da država ne bo propadla, pa boš zagotovo dobil. V času recesije pa že kakšne obrobne evropske države niso dovolj dobre zate. Se mogoče tudi tlele pozna naložbeno, da se samo znotraj ene kategorije dogajajo premiki glede na to, kaj se dogaja v svetu. Ja, isto se dogaja, ker Bitcoin je nekje, tako kot v delniških trgih, S&P 500 kompas kaže, kam gremo, nek zlati standard v kriptotehnologiji. Trg je sprejel kriptotrg zdaj kot za svojega, zdaj se bo reguliral, se pravi ne bo več, bo manj divji zahod, kakor je bil. In to je vse pozitivno za nadaljnji razvoj. Vse tako kot pa vsi mladi trgi, ima pa tudi veliko deležencev gora, vsak hoče svoj kos pogača. 300-200 let nazaj so hodili zlato iskati, pa rudnike, pa ne vem kam. Vse je človek prišel, da bi našel nek zlato pa obogatel. In je bilo veliko tega. Zdaj ne hodijo več, ker so ugotovili, da ni. Oziroma so tam rudnik postavili. Premalo, da bi se splačalo. Ja. In vsak trg, ki je mlad, je v ne vemo, kaj bo pa zdaj ta kriptotrg sprejel. In kar veliko teh playerjev majhnih bo odpadal. Kater bo, ne vemo. Zato je pa dobro, da imamo enega strokovnjaka, ki pa to spremlja in nam pomaga varno ali pa mirno pluti po kriptotrgu. Kar lahko zdaj naredimo, je to, da izkoristimo razprodaje in se pripravimo za pozitivne novice. Če bo vse šlo in kar lahko sam gledamo, ali je večja verjetnost, ali imamo zdaj več pozitivnih dejavnikov ali je več negativnih, ki bi nam vplivali v prihodnje na ceno. Jaz mislim, da je več pozitivnih dejavnikov. Sem prebrala podatek, da je trenutno na svetu 172 tisoč kriptomilijonarjev, od tega 85 tisoč takih, ki so milijonari samo z bitcoini, kar pomeni, da so pomembni seveda tudi drugi kriptokovanci. Pa še dva zanimiva podatka. 325 ljudi ima več kot 100 milijonov in 28 takih, ki jih ima več kot milijardo, kar se kakor kaže na neko pomembno naložbeno kategorijo. Kaj je v tem trenutku in kaj je out, kaj je hot, na kaj je treba biti pozoren, da ne bomo samo Bitcoin, ki je nek zlati standard, pa vendarle ni edini standard. Kje smo zdaj, kaj se v tem trenutku še na tem področju sicer manjšam, pa vendarle, če
ne, 172 tisoč, v njih pa 85, pomeni, da imajo ljudje precej tudi drugih kovancev. Mislim, se to vidimo že iz preteklosti, tudi Slovenci smo Bitcoin, zelo radi se zmeri z Bitcoinom primerjamo, potem pa vse drugo kupujemo, pa smo lahko tudi razočarani oziroma nismo dosti potrpežljivi. Jaz to že pri svojih strankah vidimo, na Incrementumu namreč delamo na način razpršitve med kriptoprojekte, torej sestavimo portfelj. Tukaj vidim kar velik Bitcoin je naredil zdaj od tistega dna preko 300%. Določeni altcoini tudi konkretno več, da ne opomote sploh meme-coini, sem pustimo zdaj tisto področje. V povprečju nekje altcoini okrog 100% donosa, če nekako pod črto potegnemo. V kakšnem obdobju? Od dna, se pravi tam od zadnjega dna, od tam prehoda 2022-2023, ko so bile res tisto najbolj mučno obdobje. In ja, definitivno so alternativni kovanci pa tisti, ki na daljši rok dajo konkretno boljše rezultate. Treba je pač se zavedati, da... Tudi možnosti rasti so bistveno večje, ne? Ja, definitivno. Koliko stane zdaj en Bitcoin, koliko stane en Ether ali pa Tether ali pa Solana ali pa karkoli, ne? Ja, definitivno. Sej tudi če pogledamo donose, ki smo jih mi našim strankam napravili v prejšnjem ciklu, od prejšnjega dna pa do vrha, je Bitcoin naredil nekje okrog 16-kratnik, mi pa za naše stranke okrog 21-kratnik donosa. Torej na račun manjših kovancev. Tako. Zdaj, jaz tukaj na tem mestu ne bi hotel preveč z nekimi imeni, ker alternativni kovanci so lahko zelo problematični za nekega neizkušenega vlagatelja, ki dnevno ne spremlja dogajanja na samem projektu. Tukaj je res potrebno spremljati in Twitter in določene forume, tudi kakšne plačljive informacije ali pa imeti res dobro mrežo v svetu postavljeno, dosti poznanstev, dosti informacij imeti, da dejansko človek ve, kaj se dogaja na določenem projektu, ker ljudje so zamegljeni z grafi, s ceno samega projekta. Če gledamo mi samo graf, še huje, če ga gledamo tako na ozko, če ga gledamo vsaj na široko, imamo vseeno malo boljšo sliko, če ga gledamo na par mesecev ali pa na leto dni, smo čisto izgubljeni. Izgubljeni pa nismo, če vemo, kaj se v ozadju dogaja, čemu je projekt namenjen, kaj projekt rešuje, kakšne cilje si je zastavil, kakšne cilje je dosegel do zdaj, a gre naprej proti tistim ciljem, kdo so ljudje, ki so zraven na projektu. To pač potrebno spremljati. Zdaj, če bi se nekaterega... Kaj pa recimo, če tako vprašam, kateri so tisti, ki so zdaj že kar mesece, mogoče celo leta, konstantni, vidimo, da je za njimi neka zgodba, vidimo, da je za njimi znanje in vidimo, da je za njimi dobra ekipa, ne? Seveda, ti imaš nek hype na nek dot, pa pol na nek meme, pa nek mačkica, pa ne vem kaj, ampak če pogledamo neke te zgodbe, ki imajo konstanto, ki ji po tokom času lahko vsaj delno zaupaš. Seveda, vedno pride lahko težava, vedno lahko kdo propade, ne? Ja. Nič ne živi večno, ne? Ampak recimo, da so primeri, ko lahko rečemo res, zdaj pa 2 leti tole dela super. Tukaj bi se predvsem usmeril na te največje ekosisteme, zdaj, ki ponujajo ostalim projektom, da živijo. V mislih imam Ethereum pa Solano. Ethereum je v zadnjih letih pokazal svojo moč, nekateri so ga videli tudi kot možnost, da prehiti Bitcoin. Obstaja možnost, vedno obstaja možnost. Je pa tudi tako, da Ethereum ni edini v tem svetu in da od odzad, tako kot zmeri v svetu, pridejo novi programerji z novimi idejami, novimi projekti in Solana je tukaj zelo zanimiv projekt, ki mu kar dobro sledi oziroma celo malo na nek način grozi, da bi lahko na daljši rok prevzela primat, predvsem zaradi tega, ker je hitrejša. Sam projekt je hitrejši, projekti, ki delujejo na Solani, imajo boljše pogoje, po cenejših cenah, se pravi, vse skupaj ceneje. Na enoto, ne? Ja. Edini problem, ki ga ima Solana oziroma
tisti minus proti Ethereumu je to, da je bolj centraliziran, da nima toliko validatorjev po celotnem svetu kot Ethereum. In tukaj bi se mogoče navezal na dogajanje, če se vrnemo tam v začetek 2000-ih. Nek projekt je lahko zelo močan in ga vsi vidimo kot prihodnost. Naprimer Ethereum, marsikdo si zdaj reče, Ethereum je močna kriptovaluta, močan altcoin, jaz bom investiral in to pustil, sem prepričan, da ni šans, da ne bo uspel. Ni tako preprosto. Če se samo vrnemo v začetek 2000-ih, takrat je cvetela, se v bistvu razvijala internetna tehnologija oziroma telefonija, mobilna telefonija. Vsi poznamo Nokio, vsi smo vedeli za Nokio takrat. Večinoma nas je tudi uporabljal Nokio oziroma sigurno procent je bil velik. Takrat si bil itak na izbiro samo ene 3, tako da prav velike izbire ni bilo. Nokia, pa Ericsson, pa še kaj, pa Blackberry so pol prišli pa tako. Ja, ampak v ozadju je pa tudi že Samsung pritiskal, ki ga takrat še nismo poznali. In kdor je takrat investiral v delnico Nokie, ima zdaj minus 90% na to investicijo, kdor je pa investiral v delnico Samsunga, ima pa zdaj okrog 1000% donos. Ampak Nokia takrat je zdela se močna, nepremagljiva, to je prihodnost. In tukaj moramo na altcoinih, na teh tehnoloških projektih spremljati res, kaj se dogaja v ozadju. Takrat Nokia se je odločila neko svojo pot, Samsung, Apple, da bosta računalnik v telefon montirala, ne? In to je bila ta prava smer. A bo Ethereum delal zdaj pravilne odločitve še naprej? Verjetno ja, kaj pa če ne? A bo Solana sprejela boljše odločitve kot Ethereum? Te stvari je potrebno spremljati in to je tisto bistvo, kako smo lahko uspešni. Je še kakšen, ki se jima približuje, torej Ethereumu in Solani? Je kakšen novinec, ki pa ima potencial in se je na parih momentih izkazal, da je ta potencial resničen? Jaz večinoma spremljam predvsem to, ta segment, kjer se kriptovalute najbolj upeljujejo. To je sicer že nov layer, ni na istem nivoju kot sta Solana ali pa Ethereum. Predvsem imam v mislih Chainlink projekt ali pa Quantum, ki delujeta v bančnem svetu oziroma imata rešitve tudi za bančni svet, saj nista samo v bančništvu prisotna. Torej rešitve, ki imajo neko uporabno vrednost. Ja, to se pač išče, ali je to v nabavnih verigah, ali bančništvo, ali izpeljava volitev. Tukaj imamo zdaj platformo Polymarket, naprimer, ki tudi deluje na blockchain tehnologiji, kjer lahko stavimo dejansko na rezultate, kaj se dogaja, naprimer predsedniške volitve v Ameriki, ni da ni stave, tako da blockchain dejansko se upeljuje v res različne življenja. Čeprav se zdi zelo tako, ampak ja, se srečujemo s tem, ne vede, da se. Ja, tako kot je bilo pri internetu, vse kar naenkrat smo pa vsi začeli uporabljati, pa vsi smo imeli pametne telefone, tako se bo tudi to zgodilo. Danes bi umrl brez tega. Za konec vprašanje za oba, neka taka, seveda so napovedi vedno nehvaležne, ker če bi bili vedeži, ne bi bili reveži in predvsem bi bili vsi zelo bogati. Ampak če vzameta neko malo kristalno kroglo, vajina napoved do konca leta, pa če se predvsem na kripto tle nekako fokusiramo, bomo prišli do tistih najvišjih nivojev iz letošnjega leta ali bomo ujeli nivoje iz recimo julija, ko je kar nekaj držav prodalo večji del zaseženih, predvsem bitcoinov, in je to takrat vplivalo na ceno, pa spet poplačilo iz tečaja Mt. Foxa. V glavnem nekaj dogodkov pozitivnih se je zgodilo. Kje vidita ta naložbeni razred ob koncu letošnjega leta? Ja, jaz sem hotel reči, da bomo sigurno višji, ampak da ne vem kdaj. Tako da bomo višji do konca leta? Ne bi upal reči. Ker bolj, ker je kratek rok, bolj je nejasno, za kjerokoli stvar lahko rečemo, tudi za zlato, ali bo jutri
kaj bo jutri, ali bo malo višji ali pa malo nižji kot danes. Če pa rečemo, čez 10 let bomo sigurno višji. Zato tudi že dolgo časa obrnjena krivulja obvezniškega trga, ne? Ker je pač težje napovedati, kaj bo na kratek rok, kot kaj bo na dolgi. Ti kaj bolj konkretna napoved bomo, ne? Dajmo čisto na indikatorje oziroma na dejavnike iz preteklosti gledati, kar sicer ni garancija za prihodnost, ampak dajmo vzeti najprej halving. Večina je zdaj že obupala, tisti, ki so na frišno šli v trg, so itak rekli, da so naredili napako, ko so šli v času halvinga not, ker je pač zdaj neka korekcija trga se zgodila. Ampak dajmo stvari malo umiriti, pa pogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti po halvingih. In če pogledamo cikl od 2014 do 2017, govorimo o Bitcoinu, kriptotrg, je trajalo 518 dni, da je po halvingu, od halvinga 518 dni do vrha skoraj cikla. leto in pol, ne? Tako. Potem imamo drugi cikl, zadnji cikl, ki je top dosegel 2021, maja 2020 je bil halving, trajalo je 546 dni do vrha. Koliko je zdaj od halvinga, nekje okrog 130 dni, če se ne motim. Torej imamo še več kot 400 dni nekih potencialnih rasti. Če gledamo po teh številkah iz preteklosti, lahko računamo, da bi Bitcoin znal tisti vrh doseči Čez eno leto? tako, nekje konec leta 2025. A se bo to zgodilo ali ne, ne moramo s sigurnostjo vedeti. Vemo, da imamo tukaj nižanje obrestnih mer, da se likvidnost dviguje. Imamo še kar nekaj indikatorjev, ki govori, oziroma se bi tukaj navezal še na altcoine. Trenutno je pač Bitcoin season, Bitcoin sezona, vedno, ko potem Bitcoin potegne na neke nove vrhove, kar trenutno še ni, se je bil dejansko šele na nekem prejšnjem vrhu iz prejšnjega cikla, rab potegniti, verjamem, da preko 100 tisočakov, da bodo tudi altcoini se dokončno prebudili, mogoče se motim, mogoče že prej, ampak nekje po mnenju strokovnjakov. To nas, mislim, da lahko navdaja z nekim optimizmom, kar spet ni garancija, ampak ja. Nič v življenju ni, ne. So pa tukaj, to so razen davki in smrt, pravijo. So pa tukaj indikatorji, ki kažejo na to, kje se trenutno kriptotrg nahaja, in dejansko večina indikatorjev kaže, da je cena podcenjena, da nismo v precenjenem območju. V mislih imam indikator NUPL, se pravi Net Unrealized Profit Loss, indikator, ki kaže na to, koliko investitorjev, ki je Bitcoin kupovalo v preteklosti, je trenutno v profitu ali v minusu, se pravi, ki so v trgu, nerealiziran profit ali izguba. In trenutno je vrednost tega koeficienta 0,4. V prejšnjih ciklih, ko smo bili na topih trga, je bil ta koeficient krepko prek 0,5. Imamo tukaj še kar veliko prostora, da pridemo v tisto območje. Potem imamo še indikator Market Realized Value, ja, oziroma primerjavo s tržno realizacijo. Tukaj ta indikator kaže predvsem to, po kakih cenah smo kupovali v preteklosti, oziroma dejansko kaže na to, ali je trg precenjen ali podcenjen. Trenutna vrednost tega indikatorja je nekje na 1,5. Na najnižjih vrednostih, ko je Bitcoin bil tam okrog 15 tisočakov, na dnu je bil ta koeficient celo v minusu. Če pogledamo prejšnje cikle, je bil ta koeficient nekje znašel med 7 pa 10, tako da smo tudi še zelo oddaljeni od nekih vrhov in vidimo, da je smiselno kupovati zdaj. Potem imamo še indikator vrha cikla Pi, ki je dejansko sestavljen iz 111-dnevnega drsečega povprečja in dvokratnika 350-dnevnega drsečega povprečja. V bistvu gre za liniji, ki sledita oziroma na ceni Bitcoina, in dejansko, ko se ti dve liniji srečata, lahko ocenjujemo, da smo nekje v bližini vrha, čeprav v preteklosti so šle te dve liniji potem še kar nekaj časa vzporedno tudi navzgor.
Tako da tudi po temu indikatorju smo v podcenjenem območju. To še en indikator, ki pa tukaj mislim, da bo še koga navdušil, kar se tiče številk, to pač indikator kaže. Gre za logaritemski regresijski kanal, kjer se spremlja v bistvu trendno linijo rasti Bitcoina na logaritemski skali s podpornimi v bistvu linijami in pa linijami nad to trendno linijo. V bistvu ta deviacija nadol in pa navzgor kaže odstopanje in trenutno smo na prvi tej podporni liniji, ki v bistvu daje eno podporo. Če bi bili v tem trenutku na realni trendni liniji, bi že zdaj mogel Bitcoin biti na nekje 140 tisočakih, oziroma v tem ciklu, če se bo vrnil nazaj Bitcoin na to trendno linijo do tistih vrhov približno oktobra 2025 po tistih halving meritvah. Potem lahko, rekla, približno čez eno leto. Ja, potem bi po tej metriki lahko pričakovali Bitcoin tudi preko 200 tisočakih. To kažejo indikatorji. Zdaj, če potegnemo črto, vsi indikatorji... Ne obupati. Ja, za obupati definitivno ne. Oziroma smo res v območju po teh indikatorjih, kjer je vrednost podcenjena. In moj nasvet za tiste, ki tukaj še oklevajo, a bi vstopili v trg ali ne, bi zelo odsvetoval čakanje, ampak da se pač brez nekih zadržkov podaja v trg, ker zadeva taka več časa, ko bo vrednost, ko bodo cene odstopale od neke linije, tiste, ki se pač kaže skozi leta, kako rast poteka dejansko in razvoj tudi tehnološki, več časa, ko se odmikamo, hitrejša bo približevanje temu realnemu stanju in takrat pač gre trg v paraboliko. Američani reče banana zone, ko se dejansko grafi obrnejo tako parabolično navzgor. In kdor takrat ni v trgu že in je bil dober vstop in v halving času in zdaj in lani in tudi če pogledamo vse obdobje za nazaj, vse je bil dober vstop, ker zdaj smo v novem ciklu. In ko bo enkrat trg potegnil, kdor ni v trgu in bo čakal neke boljše vstopne točke, bo večino tiste hitre rasti zamudil in kupoval po visokih cenah. Torej, če tlele povzamemo delniško terminologijo, kupi, drži, prodaj, kupi? Kupi. V redu, da pozitivno končamo in z zelo jasnim nasvetom, ker si tako veliko razložil, da iz tega dajmo strniti kupi. Tako da hvala lepa obema za vsa ta pojasnila. Za te napovedi, mislim, da ključno napoved smo dali in ta pač je pridi na trg za tega, ker so pred nami rasti. Hvala vam za vašo pozornost. Upamo, da smo vsaj delno odgovorili na vaša vprašanja, čeprav smo bili zelo izčrpni in široki. Zato vabljeni k ogledu, poslušanju in pa srečno z vlaganjem do naslednjič.